Naše društvo Zgornji Savinjski starodobniki je bilo ustanovljeno leta 2006. Traktoristi smo pričeli eno leto kasneje na našem srečanju. To smo prvo začela jaz in Boštjan. Potem pa so vsako leto se kdo še pridružil, tako da imamo je nas 8 članov traktoristov. Nahajamo se tule na Homcu pri našem članu Cajner Ivanu, ki ima tudi 3 traktorje starodobnike. Tudi jaz sem član kluba Zgornji Savinjski starodobniki. Traktor imam stil. V klubu sem začel že kar hmalu od začetka, po enem letu. Kar se je klub ustanovil, sem tudi jaz pristopil zraven. Traktor sem obnovil že prej, ko sem še mehen bil, ko še ga je ate kupil. Imam še pa tudi druge traktorje doma, še Steyrja 218-ka, pa enega 28-ka, pa enega Lanz Bulldoga. Jaz sem ta traktor začel obnavljati prej, ko sem osnovno šolo končal, tudi ga še ate kupil. Po je pa bil tako malo bolj pač ni bil na enkak lep zgledal, pol sem ga pa jaz prelakiral na novo. Pa prej je še bilo problem, ko je ate ga kupil, je bila mašina za nič. Še stric z Nemčije drugo mašino dol poslal. Vem, da z leteli zelo problemi je dol uvoziti. Po sem pa počasi, malo smo ga skupaj rihtala, malo sem ga jaz, ko sem takle še čas imel, skozi sem imel veselje nekaj šraufati, pa malo štrihati, pa sem ga pa počasi obnavljal. Na tem motorju je edino to zajebavalo, kakor je del stal več kot 4 dni, se je olja nalilo noter od spodje pod kurbelj in noter ima črpalko od spodje. Ko si ga ti po 4 dneh zalaufal, je tisto olja potegnilo čez tiste sesalne kanale na vrh cilindra in je mašina dobila tega obratu pa gasa, ko je dokler ni tisto olja zgorilo, da je traktor čisto podivjal zaenkrat. No pol je tisto že ate potile, da je ventil gor naredil na rezervoar, da ga zapiramo, ko stoji del cajta takle pol, ko skozi ga tako ne uporabljamo, da bi se vsak dan vozil z njim. Po pač teče se odpiram, pa da pol tisto olja nateče noter, da se nam mora not naliti od rezervoarja pod kurbelj noter. Lanca sem obnavljal, tisto sem obnavljal bolj zimski cajt, ko drugače tako nimam cajta, imam drugo delo. Po zimi, ja, tisto sem ga obnavljal, kleparsko pa ličarsko sem ga rihtal 2 meseca že sigurno, da sem vse v plehovje obnovil, felge, kolesje. Imam še pa malo, kaj česa se še pa že kdaj tudi najde, kaj česa vmes za popraviti. Imam še pa za obnoviti še Steyrja tudi 18-ka, pa za one na srečanja hodimo takle okoli, pa tule s klubu še tle malo okoli, pa se zapeljamo tle po dolini. Sem lastnik traktorja Far D130H, letnik 1955. Imam restavriranega in ga uporabljam za ta srečanje, pa za malenkost še postori kaj doma. Traktor je bil v dokaj dobrem stanju, vendar sem ga celega razmontiral in ga speskal in potem smo ga pobarvali na novo.
novo elektriko. Sklope, kar je bilo izrabljeno, smo zamenjali, potem pa smo ga sestavili in je v takšnem stanju, kot je sedaj tole na sliki. Za restauriranje smo porabili približno 7-8 mesecev. Drugače sem to napravil sam, razen ličarskega dela mi je pomagal kolega. Sam sem tudi mehanik in to ni bil problem pri obnovi. Pomagam tudi drugim našim članom pri restauriranju traktorjev, da smo s tem pričeli tudi malo bolj širše. Doma imam še 2 traktorja starodobnika, enega Steyr T180, letnik 48 in enega Deutza F1 612/4. Udeležujem se predvsem tule naših prireditev, kot je naše srečanje prvotno, na to pa tudi drugih, kot je Floserski bal, pač na prireditve, kjer je poudarek na teh starih običajih. Udeležim se tudi srečanje v Jablah, tam smo redni gostje, pa še malo tule se zapeljemo za dušo po naših vrhovih. Traktor sem dobil leta 2005, so mi ga podarili pri njih hiši, ker se ga pač niso rihtali, je bil čisto v razsutem stanju. Potem sem pa jaz to razdaril, motor narazen, na pol traktor kabino dol, blok je bil poknjen. Kurbel vela je bila čisto znucena, ni prišlo več beno brušane ven. To smo vse, potem smo dali nove puša, batja, kurbel vela drugo, lagerja nove, blok za švasa, to je bil problem, šapoja spušal, rezervoar za nafto spušal, 5 sem ga imel dol, da smo to vse urihtali. Pol tyle volanski drogi, pa so to gevinti, noter oni culjski gevinti in to šrauf bedna paša, imaš ima vse culjski, pa ključi drugačni. Bremze smo dali nove, tudi ki je to bilo razdaret, poša pa prebarvali, celega se vidi. 2006 sem že imel zrihtenega. Pa še kolega mi ga je pomagal rihtati. Prvi lastnik tega traktorja je bila kmetijska zadruga Rečica ob Savinji. Leta 1969 pa je bil prodan na licitaciji, pa ga je kupil prejšnji lastnik. Traktor je letnik 58. Ima tudi prometna, še prvo jugoslovanska. In ti traktorje so sestavljali, a so v Beogradu dol, to je angleško in beograjsko, vse skupaj je. To pa imamo, da mi za oldtimers, to malo še za tračni obračalnik, za take dele, kar še pride pod reč, pa je bolj za srečanje. Traktor sem pa kupil v Dobrovniku letos, tam je stal na to ene uti. Voda je spušala, pa tam je rekel lastnik, da imam za kotači, malo olje spuša za kotači. Samo nikar olje spušalo, tudi paknje smo menjali, pa seme ringe na bremzjah. Pa še pri motorju je voda spušala, smo motor imeli, tudi čist razdret. Razdret motor, bati, puša, cilindr zbil javik, je bila voda noter, pa smo dali vse novo to not. Blok za švasat, znotraj bil blok počen, švasa, to sem vazil po celi Sloveniji, kdo je to zrihto. Je pa kolega me mašino rihto, kot nam šraufati stara traktorja. Pa še ene malenkosti imamo za zrihtati. Traktor je bil pripeljan 76 leta iz Avstrije, se vidi tlego nalepka. V Lendavu je bil prvi lastnik, jaz sem ga zdaj pa stal 18 let v eni uti, ki je on lastnik umaril, pa nima i neč za ničesar ga ne smeli rabiti. Tako da to je šel delati, Steyr 180A je to. Letnik je pa 53. To mi ga bomo pustili kao v originalnem stanju, ne bo tak, ki je bil enkrat prebarvan v Avstriji, ki je šel za Slovenijo in tudi ječ, ki je to šlo za Jugoslavijo, felge so bile na rdeče pobarvanje, gdje sem pa jaz to začel prati, je pa vse barva gre dol, ki je bilo slabo naredito, to so oni da so prodali, pa rdeče je mogla biti za Jugoslavijo, vsi se vidi, v zadnje so še rdeče felge, spredi pa je že šlo dol, ki sem jaz prav na pare.
ne bo taka barva, ki je bila. Drugemu mu rihtali bremze, volan, to smo, sedeš, ne bo tako je bil teč v tizmu stanji. Imamo še pa enega Fenda, letnik 76, je pa Fend Turbomatic 102 LS. To je fajn traktor, letnik 76, je pa že, samo da je že za na kmetiji, je že premali. Imamo ga pa, da ga še uporabljamo za na kmetiji. Bo pa tudi za oldtimer je že, ne pa. Ja, samo ni, treba še take malenke. Če bi vatjo ga barvat, je dosti dela pa rihtat, treč pa dela. Ja, ta traktor izhaja iz Nemčije, je Tessin Guldner, letnik je 57, tako sem jaz, drugače je pa sem ga dobil pred enih 10 letih, ga je naš predsednik zamenil z motorji, pol pa je stal topr nemo, pa ga se ni odločil, da ga bi šel restaurirati, jaz sem se pa odločil zato, ker je zelo redek traktor praktično v naši Sloveniji, ne vem, koliko jih je, mora, če jih je nek 10, pa ne verjamem, da jih je tlek. In potem sem ga začel, bil je pa zelo, zelo v slabem stanju. Na kmetiji je bil noter pod enim kapo, bi po domači rekli, ne? Pol sem pa začel počasi. In sem ga tak ne 3 leta, sem ga počasi, pa kolegi so mi pomagali. Tudi naš Flerjen tudi, ne? Da smo celega razdarili, pa mašino te pa razpravili, pa še po pleha, ne? No in polih, ki je pa gratalo, smo pa začeli. Smo začeli uvez z njemu, sem hodil, no član sem že tak prebil, sem ustanovitven član tudi starodobniku, tako da, ampak dolge leta nisem se mogel privoščiti, oziroma nisem imel pravega traktorja, oziroma ne motor sem imel doma, ampak tis me ni tako mikal, ko me je tetle traktor. Zato sem tudi kar dosti vložil v njega, počasno sem ga rihtal in nastalo je to, kar je tudi plod že te druge zmage v Jabljah. 2 leti zaporedno sem bil absolutni prvak v restauriranih traktorjih v Jabljah, tako da mi je kar v ponos. Lahko pa povem, da imam doma tudi 55-letnika Štajerja 15, tisti je pa delal v funkciji mašinske zrihtane, to smo vse zrihtali, mašina v redu, dele čez zimo bomo šli pa na pločevino še in upam, da bom drugo leto v Jabljah tudi z 2, če bo vse po sreči, a ne? Ja, pri restauriranju sem imel jaz kar velike probleme, zaradi tega, ker smo čisto vsega razdarili. Od bata, čeprav takrat, ko smo ga probali, je še zasukal, celo užgal je. Ampak pa ga nismo več terali, zaradi tega, ker volja v mašini ni bilo nič, je bila kar sama voda skor. Pa smo pa mi to razdarili, s Flerjena smo nabavili, bili so problemi, nekaj delov sem dobil iz Avstrije, nekaj sem jih od unga lastnika še dobil. Največji problem je bil pa prepis, zaradi tega, ker tudi traktor je bil registriran v Sloveniji, ampak tisti človek je umrl. In tisti, ki je umrl, mu sploh niso dali v zapuščinsko in traktor je bil od Benga. In kaj smo jaz pol mogel to preterati pa preletati, pa da sem to vse zrihtal, to je bilo tamle pri Dobrni. Ampak dobro, šli so mi tudi tisti lastniki, ki so ga prodali, sej gnarja ni bilo dosti, ampak bilo je pa dosti dela, ker je bil res tak zapušen, ker se pleha tiče. To tiste mreže, pa to sem posod tiskal. Dobro, hvala Bogu, tudi internet je kar fajn, pa da smo najdli tiste dele, pa da smo zrihtali. Nekaj je pasalo še v drugih traktorjih, tako da se pravim, tudi Flerjen Mavrič, vsakemu čast, mi je zelo dosti pomagal, pa da smo to vse najdla, pa vse skup spravljali. Drugač pa ni bilo lahko, res ni bilo lahko, ker tudi pri barveh, pa pri temu smo ga najdli na internetu, da smo prav tiste barve določili, tiste, ki morajo biti, in od tega je tudi uspeh, ker vidim tam, naprimer v Jabljah, ta komisija, ki ocenjuje, naprimer, oni gledajo tudi, naprimer, če ni original barva, moški so specialci, to vidijo in taka je tudi cena polja, ne. In nekateri so žalostni zaradi tega pravijo, ja, tako imam zrihtanega. Ja, ti imaš tako zrihtanega. Original mora biti. Tako mora biti in pol pa to gre skosa, ne. Tako da, zelo smo se matrali, res. Kar dosti sem dal, če bi žena vedela, koliko sem dal, ne vem, če bi imela tako rada, ko me ima dej. Ta Štajer je 59-letnik, je Štajer 18 konjev,
ki smo ga pripeljali iz Avstrije za kmetijske potrebe. In ko je kmetija se razdelila, mislim, sestra je prevzela in ni bolj obdelovala, ni rabila traktorja. Je traktor stal cirka 15 let v Kozovcu. Tam je propadel, sestra je bil na potu in je rekla sestra, kam ga ne dam, a ga ne na odpad prodam, a kam. Pa sem jaz rekel, da jaz vem tle za naše društvo starodobnikov, pa bi jaz to vzel, pa ga bi restauriral. In pri tem je ostalo, je rekla, če tako misliš, ga pa kar odpelj. Pa sem prišel z drugim traktorjem in sem ga odšlepal domov na svoje hiši in sem ga začel obnavljati. Obnavljal sem prvo motor, da je to zalaufalo, ker to sploh ni prej delovalo mašina. Mi je ta Flerian pomagal, da smo prvo motor obnovila, potem sem začel pa ostalo obnavljati. Tako da ob 2 letih sem ga obnovil in ga priključil k tem našim starodobnikom. Pomagali so mi, Flerian mi je, ker se motor je rihta, ostalo sem pa sam, šmirgljo, štrih, prešprico mi ga je sicer en gospod, ki se s tem obavi in tako sem ga restauriral in ga že imam zdaj 3 leta. Z rezervnimi deli ni bilo prehudih problemov. Ker je bilo tako, da je bilo treba zamenjati, da je bilo treba novo dobiti, mi imamo kolege iz Avstrije, ki nam pomagajo tudi rezervne dele dobljavati. V motorju je bilo treba vatne bročke zamenjati, ventile pošlifati, potem zadihtati motor in tako naprej, tako da smo to nekako uredili, da je zdaj traktor, da je vozen. Plus tega smo še mu pa, ker je bil zelo počasen, je pa gospod Flerian pa enega kolega dobil, ki smo zamenjali 2 tribe in zdaj leti traktor 35 na uro. Imeli smo kmetijo, da ni več, traktorji so stali, skozi imel željo, da bi imel oldtimerja. Pred 2 letih sem ga kupil, iskal sem ga celo leto, pa sem ga pa našel v Škocjanu, kraj Bučka. Sem ga šel gledat, takoj kupil, pripeljal. Naslednjo leto sem se isto leto včlanil v klub. Naslednjo zimo smo ga začeli restaurirati. Smo ga na novo pobarvali, nalepke, menjalnik smo malo uredili, ker je spuščalo olje vse povprek. Je Deutz, letnik 57, do 25 konjev, 2 cilindra, zračno hlajen motor. Vsak valj ima svojo Bosch pumpo. Največji problem je bilo celega pošmirgljati, pač staro barvo odstraniti, da res prideš do pleha, da se ne luši. Po drug problem je bila pač menjava sklopke, ker ga je bilo treba na pol vzeti, po noti je bilo vse polomljeno. Smo mogli mojstra dobiti, da je pač guz za švaso, ker je bilo odleteno del. Drugače pa drugih problemov pri restauriranju ni bilo. Delal sem sam. Malenkost so pomagali drugi, pač malo bolj izkušeni. Drugače pa 90% dela sam. Rezervne dele smo kupili dole v Agrocenter Šempeter. Samo prometno sem nesel in so jih naročali. Teda glede rezervnih delov ni bilo problema. Tale kišta, bolj potovalna torba, je namenjena za stvari, da si jih vzeme zraven za sprobleč, če te dež dobi, da imaš pač suhe cote. Kišto smo napravili v podjetju, kjer delam, to je Žaga Tip Les, Stanko Kopušar. Je narejena iz 12 vrst lesa. Lakirali smo, pač delal sem vse sam, samo tale graviranje je opravil podjetje R-Team. To smo v 14 dneh smo jo naredili.
Polakirali smo jo z avtolak, da ne bo tako hitro razpadla. Lahko pa pogledamo noter, da je pač stvari, palerina, prva pomoč, pač kar rabiš za kompletanje. Trikotnik, žarnice, vse pač, kar spada zraven. Že v mladosti, ko sem še v osnovno šolo hodil, se najbolj to spominjam, ko so sosedi dobili traktor, kot ga imam jaz zdaj. In sosedo Jože, ko je vozil tam po dvorišču z njim ali pa kakorkoli že, je tudi neparkrat mi ga dal, da sem se lahko na njegov sedel, pa da sem lahko tudi tam po dvorišču malo kakšen krog naredil. In meni se je ta traktor že takrat vtisnil v spomin. In sem rekel, če bo kdaj priložnost v življenju, bom jaz takšen traktor tudi imel. Ja. In 2008 sem jaz ta traktor na netu pač opazil in sem šel ga gledat nad Laškim gor in sem ga tudi pol kupil. Seveda je traktor bil v precej drugačnem stanju, kot je pa danes. Ampak seveda jaz sem pol doma vse skupaj v garažu not potegnil, pa se ga lotil in sem celo zimo enkrat celega razšravfal, razdrl, kar nekaj vijakov tudi potrgal, zvrtal ven stare vijake, nove noter zašravfal, plehovje sem dal enemu kleparju, da je mi ga na novo poštrihal. Medtem ko sam motor in pa cel gehajs, pa to sem pa sam doma v garaži tudi poštrihal. Okrog samega motorja ni bilo treba nič kaj rihtati, ker že prejšnji lastnik mi je povedal, da je bila na traktorju narejena generalna, tako da je traktor je tudi užgal, takoj, ko sem ga probal zalaufati. Tako da v glavnem mogel sem pa zrihtati pa nekaj zadaj priklopov. Tele priklopi pa niso bili originalni, to so bili pa priklopi, ki so bili ta dvižni priklop, ki so jih kasneje pol tudi montirali gor za kiper prikolice. In jaz sem ta priklop pač dol vzel in sem šel k temu Jurkošku nad Laškem, on ima zelo veliko rezervnih delov za zetorje in smo pol nekaj zakompenzirala, nekaj mi je tudi prodal od zadaj teh originalnih priklopov. Tudi auspuh ni bil originalen, gor, da sem tudi auspuh po njemu tam dol pol dobil. Pol blatniki so bili v zadaj gor, tudi ene drugačne sorte, da sem tudi druge si mogel zrihtati. Blatnike mi je celo eden iz naše vasi od 25 zetorja dal, jaz sem mu pa nove ponaredke dal gor. On je rekel, da ga to ne moti in da mi jih da. In sem pol jaz te blatnike vse tudi mogel malo popraviti, zavariti neke luknje, ki jih je bilo preveč gor. V glavnem ličarsko zrihtati, da je pol ta avtoličar, ki mi je pol barval vse skupaj, tudi pol pobarval še blatnike tu zraven pa. Zdaj seveda, tede, ko sem jaz ta traktor kupil, je ta traktor imel tudi gor kabino. Ampak glede na to, da sem jaz imel željo, da ga naredim čim bolj v originalnem stanju, sem to kabino pol prodal,
dal na net in kar hitro se je najdel kupec, je prišel to kabino pa odpeljal. In sem jaz pol kupil varnostni lok, takšen, kot ga zdaj vidite vzade, ampak seveda ta lok tudi ni štimal gor, niti širina, niti višina ni pasala na ta traktor, ampak sem jaz pol to vse prilagodil. To je bilo kar nekaj dela, teda lahko rečem, da ne 2,5 leta sem jaz s temule se obadal, mogoče celo več, da sem ga spravil pač v tako stanje, kot je zdaj. Tudi luči, sprednje luči so bile originalne gor na njemu, medtem ko te luči, žmigovci in pa zadnje luči, pa na blatnikih so bile pa čistene drugačne, neki ponaredki, kaj pa vem kaki. In za te luči je bilo pa kar malo problem. Sicer sem pol na netu najdel žmigovce tele, ta zadravec tam v Ljutomeru, ki je, on je to imel gor na netu, ko ima trgovino z teh rezervnih delih, in sem pol tja ga poklical, da mi je po pošti jih poslal. Medtem ko zadnje luči sem dobil pa pri temu Nadlaško, pa temu Jurkošku, ki ima dosti rezervnih delov, ampak so bile v tako slabem stanju, so pa te luči aluminijaste, ampak sreče imam soseda, taka ko aluminij švasa, da mi je te luči nekako povaril, pošvasal, in da sem pol tudi tiste fokuse pa to noter sam zrihtal, zažarnice noter, grla pa to, prišraufal noter in tudi te odboje noter, ker sem dobil tako pločevino, da so tudi zadnje luči, bi rekel, kar zelo originalne. Tudi električna inštalacija je bila v popolnem razsulu, bili so neki kabli gor, ampak ničesar to ni bilo priklopljeno nikjer, tako da sem tudi kompletno inštalacijo mogel novo potegniti. Največ sem sam, imam pa tudi enega kolega, ki je prišel, ki je električar, in smo skupaj pol tudi inštalacije, pa to se je zrihtala. Dosti je takih stvari bilo površinskih, ki jih je bilo treba vrihtati, da zgleda tako, kot je tovarniško, ampak prej pa to ni bilo. Ali je bilo trgano, ali je bilo zarabljeno, ali je bilo, kaj pa vem, v glavnem, ni bilo tako, bi moglo biti. Ja. Ampak smo to vse skupaj, sem tako dolgo se mučil, pa šraufal, pa skupaj spravljal, da sem ga spravil v stanje. Jaz mislim, da je to res v takem stanju, da je traktor, marsikjer mi reče, vse tako nov. Ja. Zdaj bi še pa nekaj povedal glede lokaja. Ta lok sem jaz našel na netu tudi gor, ja. Eden iz Slivnice pri Celju, se mi zdi, da je bil tisti možakar, ko sem ga poklical, in je rekel, da je ta lok bil na nekem sameji, ne vem kakšen same je že bil, in da so pol oni pač, lok je bil nov, takrat tudi traktor nov, ampak so oni se odločili pol, da so dali gor kabino in so ta lok dol učraufali in so ga dali na net pa prodali. Ampak seveda ta lok absolutno ni pasal na moj traktor in prvo, kar je bil prevozek, in to tole 5 cm sem ga mogel noter uštukati, da je 5 cm bil širši, potem sem ga mogel tole prepogniti, da je prišel pač takle po tem kotu, ki je bil. Potem sem tole naredil, da nosilce na vsaki strani, ki so prišraufani na sam gehajs traktorja, tako da je lok res stabilen, močen, obenem pa tudi blatnike nosi na vsaki strani, tudi blatnike nosi, da se blatniki ne tresejo in ne vibrirajo, ker nekateri so si tiste prečke takle dol delali za stabilnost blatnikov, pri meni pa to ni bilo treba več, ker je pač lok dosti močen. Je pa tudi pregiben, da če je kje taka višina, jaz lahko tudi samo potignem štifte, pa ga obrnem dol, pa je lok pol nižji, kot je pa drugače.